tudi jaz občutila razliko med tem, da so se nekateri zaposleni zares potrudili za mene. In vedno sem želela, da jim napišem pohvalo v njihovo knjigo pohval. In to delam še zdaj. Ampak problem je dosti, da v trgovinah sploh ne vejo, kje imajo te knjige pohvala. Veste, jaz sem rečem, no, vam bom napisala, jo se sploh ne vemo, kje jo imamo. Neka v redu, dajte mi telefonsko, direktorja bom poklicala, vas bom pohvalila. Tako da mečkam preverite po vaših poslovalnicah, kje so vse te knjige. Pa tudi vi bi morali pogledati te knjige. Se pravi, vsak mesec bi morali pregledati, če so kakšne pohvale, ne samo graje. Potem povedati to zaposlenim, da so opazili. Ne da vam zaposleni, veste šefica, danes je pa ena gospa napisala, ne. Dosti krat mora zaposleni vodjo opozoriti, da so dobili neko pohvalo. Tako da, to je tudi zelo pomembno. Po drugi strani sem pa vedno ugotovila, da so pa zaposleni, ki pa se niso brigali za mene kot stranko. In to se mi tudi večkrat ni izdelo v redu, ampak za njih nisem nikoli nič napisala. Sem se pa vsem razmišljala, ja, kaj pa če bi njihov lastnik ali pa direktor vedel, kaj se v njihovi poslovalnici dogaja in kaj če bi jaz začela pisati poročila, da bojo podjetja vedela, kje so njihove šibke točke. No in tako je pa šla potem ta ideja o mystery shoppingu, grem slučajno na internet in vidim, da to dejansko obstaja že 60 let v tujini in sem se vključila v to mednarodno združenje, no in nekako tako smo začeli. In še danes je ta moja velika želja, da začnemo delati razlike med zaposlenimi. S tistimi, ki se res potrudijo za stranke, pa s tistimi, ki delajo samo povprečno. Ker to so vaše zvezde, se pravi, na njih morate paziti. Ker te, a veste, danes v tej času tudi večjih fluktuacij zaposlenih, je treba še toliko bolj paziti na njih. Ampak kaj mi delamo v bistvu? Mi se največkrat ukvarjamo z zaposlenimi, ki nam probleme delajo. Se pravi, tisti, ki so pa odlični, pa rečemo super, bravo, le tako naprej in se s njimi ne ukvarjamo. Mystery shopping vam spet pomaga, da najdete te zvezde. Se pravi, mi, ko pač pridemo na teren, dejansko ugotovimo, kdo so tisti, ki se trudijo do stranki, kdo so tisti, ki raj zlagajo na police. In vi s tem podatkom tudi lahko nekaj operirate. Se pravi, da jih pohvalite, mi imamo tudi svoj projekt, ki se imenuje Zvezda skrivnostnega nakupa, se pravi, vsak zaposlen, ki doseže nad 90% in izvede dodatno prodajo, z naše strani dobi tudi diplomo, dobi broško, se pravi, in vi kot vodje to predate naprej in mu čestitete. Jaz seveda bom rekla, dajte mu še vsaj 50 € neto zraven, pri plači. To, da bo človek videl, da se splača se truditi. In ravno prejšnji teden sem šla, Kler še ne ve, da bo dobila eno malo darilce od nas, ne? Zdaj lahko govorim, kada razumem slovensko. In sem šla po eno lepo rutico, pač v eno izmed maloprodajnih trgovin. In pridem, najdem eno primerno in vprašam tisto prodajalko, ki je pač nezainteresirano zlagala, ne? Joja, mi lahko majčkam pokažete to rutico in jo pač da dol, ne? In mi jo pač samo predaj. In jaz, aha, z česa pa je to? Ja, iz viskoze. Ja, in? Mislim, kaj pa imamo, mislim, je to v redu ali ni, jaz se tako ne spoznam preveč na material, in potem pristop druga prodajalka, gospa, to je viskoza, to je super, dober material, to se namačka, to date lahko na 30 prat, to je, pogledajte, in mi je celo razgrnila, lepo zložila, in potem je ta šla, sem se rekel, v redu, bom vzela, greva skupaj do blagajne, in mi jo celo tako ovije, da je nastala taka lepa, in se pravi, ni jo samo naravno zložila, ampak je nastala neka skulptura, ne. A tista njena sodelavka še vedno zlagala. Sem rekla, mogoče bi zdaj lahko vaša sodelavka prišla zraven, pa bi pogledala, kako to lepo rutico lepo zvežete. In kaj, mislim, a obe isto plačo dobita? A je to prav? S tem, da so bile v trgovini še druge stranke, ta je še vedno zlagala blago. In vi, ko vas ni vodje tam, kdo bo zdaj to povedal? Jaz sem to videla, a veste, ampak ena stranka bo zdaj to javila naprej. Sigurno ne bojo javila, ampak mogoče več ne pridejo k vam. Mystery shopping vam pomaga, da smo mi na terenu na mestu vas. Mi vam potem dajemo te informacije.